dobro in grejo tudi tile ritmi, ne? Fantje, boste šli še v Barcelono? Še zadnjih 10 let sam tole treniram. Tudi me znamo že dolgo. Se pravi, na naslednjem koncertu ponovimo, takrat bo že tudi publika znala. Ja? Čakaj, kako pa je zdaj to? Kam pa odhajajo? Tone, zakaj imaš ti zdaj kitaro? Zabušavajo, rad zabušavajo. Ja, moram reči, da zdaj bomo mi trije, Franci pa Frank, zapeli eno pesem, ki smo v mladosti največ aplavza dobili. Seveda mi smo nastopali na raznih Pokaži, kaj znaš, potem smo na učiteljišču vedno to pesem igrali in seveda tudi kasneje kot študenti pri akademskem zboru. Ni bilo zbora, veliko koncerta, ker ne bi po koncertu mi tole pesem zapeli. To so nam, sem mislil, da moja kitara, pa vidim, da je ono tam, da ne bi tole pesem izvajali, pa da vidimo, kako bo tole izpadlo. Uno casina, nato che suone, si è smessicate Skitaro Murcia, oči čudraga, tapira ti zlati put. O signorina, ruža Meksika, ti si mi sreća sva. U čitavom kraju svi dobro me znaju, da pijanica sam ja. Ja cijelog dana sjedim u krčmi i pjevam pjesmu tu. I pijem do zore, a ljudi govore da opet sam pijan ja. Ja cijelog dana sjedim u krčmi i pjevam pjesmu tu. Danes ansambel Fantje z vseh vetrov praznuje 40 let glasbenega ustvarjanja v enaki zasedbi, kot je bila takrat leta 1979. Vse pa se je začelo že veliko prej. Pogosto se pojavi vprašanje, kdo pa so Fantje z vseh vetrov, ki so pred 50 leti nastopili na prvem ptujskem festivalu in prišli v finale s pesmijo Pridi moj fant, ki živi še danes. In kdo so ti člani, nam bo zdaj predstavil Franc Kramer, Frank. A jih kar pokličemo? Dragi prijatelji, prvi Fantje z vseh vetrov, prosim, če pridete na oder. To so prva zasedba Orionov, s katerimi smo bili stalni ansambel hotelu Otočec. In mi smo imeli ime tudi Fantje z vseh vetrov, ker je v naši zasedbi, ki je bila sicer zabavna, z dvemi trobentami, saksofonom, bobni, kitaro, basom, v temu noter smo imeli narodno-zabavno zasedbo. In sicer klavirsko harmoniko, ritem kitaro, bas kitaro, klarinet, trobento in rock. In tile moji prijatelji so se odzvali našemu mobilu, da naredimo presenečenje, kajti letos je 50-letnica Ptujskega festivala. In mi smo takrat v tej zasedbi tam nastopili, prišli v finale kot zelo mladi fantje, 18, 19, 17 let stari. In tile fantje so v glavnem večinoma akademiki in moram nekaj besed o njih povedati.
Hribar Zdravko, ki je prejel harmoniko, drugače trobentač tudi, je bil ravnatelj glasbene šole Novo mesto 35 let. Ustanovil je simfonični orkester Novo mesto in ga vodi 17 let. Mislim, da je ta aplauz res zaslužil. Drago Gradišek, najprej filharmonik, potem pa ravnatelj glasbene šole Krško. In Drago v Krškem je pihalni orkester pripeljal do take kvalitete, da je dosegel najvišja evropska priznanja. Abram Darko, član orkestra opere ljubljanske, zdaj nazadnje član Ljubljanske filharmonije, odličen glasbenik in klarinetist, nisem pa povedal krajev, moram še ponoviti. Hribar Zdravko, rojstni kraj Prebolj, tu v Savinjski dolini. Drago Gradišek, Ravne na Koroškem. Darko Abram, Trbovlje. Sedaj pa naprej. Hermin Jakončič, profesor glasbe, violine in kitare na ljubljanskih šolah. To so vse unioni fanti z vseh vetrov. Doma iz Kozanje v Goriških Brdih rojen. Tomaž Zorko, učitelj glasbe na Noveški glasbeni šoli, uči kontrabas, kitaro, harmoniko učil. In bil član tudi mnogo ansamblov. No, najmanj se je ukvarjal pa z glasbo Dušan Urbajs, doma iz Hrastnika rojen. In leta 1993 je dal harmoniko Kovček, ampak za tale večer jo je potegnil iz naftalina, kot pravi, in skupaj bomo zaigrali tisto pesem izpred 50 let, seveda s Tonetom Rusom, Francom Pupisom smo skupaj nastopili na Poljskem festivalu in ta pesem prva nosi naslov Pridi, moj fant. Pridi,
vesel, hvala, da ste prišli, da vidijo tile naši zlati ljudje, ki imajo radi glasbo in Fante z vseh vetrov, dokam sežejo korenine ansambla Fante z vseh vetrov. In sedaj še eno, mi smo takrat posneli eno malo ploščo s 4 pesmimi, na tej plošči pa je še ena vokalna, ki nosi naslov Čašica solza. In pokazali, kje so prve korenine ansambla Fantje z vseh vetrov. Jaz moram reči, da sem zdaj cel mesec treniral, da bom čistko zapel kot pred 50 leti. Je bilo tako? Je pa res, da sem hotel Frenka vprašati, Frenk je napisal to pesem, a je samo ena jokana, ki se ženo, samo ta, ki je solze točila, jih je bilo več. Ne rabiš odgovor.